Pozdravljeni! Zopet je prišel na vrsto naš običajni komentar novic. Skupaj si bomo pogledali vse tiste zanimive dogodke preteklih dni. Tudi danes, kot običajno, štirje različni sklopi in vse bližnjice do izvirnikov člankov, ki jih bom navajal, boste dobili kot ponavadi v samem opisu. A danes, kot zanimivost, moram poudariti, da so vse tiste glavne teme nekako prišle v javnost na en in isti dan, 21.6. Ni prvič, da se je to zgodilo in verjetno tudi ne zadnjič. A da ne bomo predolgi, je najbolje, da začnemo z našo prvo temo. Marsikdo izmed vas je zasledil, da je FIA izdala novo tehnično direktivo, s katero naj bi nekako preprečili skakljanje. To bi morali videti v akciji že na veliki nagradi Kanade, a iz tega ni bilo nič. 21.6. smo lahko prebrali zakaj. Namreč tako na spletni strani RaceFans kot motorsport.com in seveda mnogih drugih virih smo lahko prebrali interpretacijo skuderije Ferrari, zakaj FIA teh sprememb ne bi smela uvajati s tehnično direktivo. Namreč po njihovem je šlo za bistveno spremembo pravil in tega se ne sme urejati samo tehnično direktivo. Tehnična direktiva da interpretacijo tistega, kar je že zapisano, da se bomo bolje razumeli. V lanski sezoni so na veliki nagradi Francije uvedli nov način merjenja upogibanja zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Namreč pravila so jasna, zadnji stabilizator se ne sme upogibati in to preverjajo na tak in tak način. In seveda do velike nagrade Francije so to merili s statičnim preizkusom, ko so ugotovili, da to ni več primerno, so z novo tehnično direktivo zadevo spremenili. Spomnimo se tistih kontrolnih točk na zadnjih profilih. A sedaj je FIA s tehnično direktivo v bistvu začela kontrolirati frekvenco samega nihanja šasi in ukolikor bi bilo to nihanje čez tiste normalne vrednosti, bi ekipam zaukazala dvigniti sam bolid. In pri Ferrariju to smatrajo kot spremembo pravilnika. In glede na to, da na veliki nagradi Kanade kakšnih ukrepov v zvezi s to tehnično direktivo ni bilo, imajo tokrat pri skuderiji morda celo prav. A videli bomo že na naslednji dirki, kaj se bo spremenilo. V našem drugem sklopu se bomo za trenutek ustavili v izjavi Christiana Hornerja. Zasledili ste lahko marsikje. Sam navajam spletni portal motorsport.com, seveda 21.6. Christian Horner je dejal, da na zadnjem sestanku vodij ekip Formule 1 je bilo precej dramatično. In dramatično po njegovi interpretaciji, predvsem zato, ker so ustvarjalci serije Drive to Survive snemali dogajanja. In sam sem bil malce začuden, ko sem nekaj takega prebral, namreč ekipe Formule 1 so dobro navajene na to, da jih snemajo. Namreč serija Drive to Survive je prispevala k popularnosti Formule 1, predvsem med mlajšo populacijo in v Združenih državah Amerike. Zato ne vidim razloga, zakaj naj bi bil nekdo dramatičen, kajti ni ne prvi in verjetno tudi ne zadnji sestanek, ki jo snemajo.
Jasno je, da na takih sestankih pride do sporov, kajti vsak vodja ekipe zagovarja lastne interese. A nisem dobil razloga, zakaj tokrat je bilo potrebno delati dramo. Vzel sem si nekaj trenutkov časa in poiskal italijansko verzijo istega članka na portalu motosport.com, kjer nisem dobil nobenih pojasnil in seveda nobenih razlik s tistim, kar je pisalo v angleščini. Ampak 21.6. je bilo na spletnem portalu Racing News 365.com napisano nekaj, kar vso zadevo kaže v bistveno drugačni luči. Namreč na sestanku sta se sporekla Christian Horner in Toto Wolff. In Toto Wolff naj bi bil oni, ki je bil po mnenju Hornerja dramatičen. Sam sem se začel spraševati, zakaj Hornerja to dobesedno moti. Saj je sam prevzel vlogo tiste glavne zvezde ekipe Red Bull v seriji Drive to Survive. Sveda po trenutku, ko se je Max Verstappen odločil, da v tisti seriji, kjer je ogromno izmišljenega, ne bo več nastopil. Izgleda, da je bil Toto Wolff bistveno bolj prepričljiv kot Horner in to ga je lahko tudi zbodlo. Kajti izgleda, da Horner pravzaprav uživa v tej vodilni vlogi, ki jo ima v televizijski seriji. Tu bi rad dodal še nekaj. V britanskem Expressu so 13. marca 2022 objavili, da bi bilo najbolje, da Christiana Hornerja iz serije Drive to Survive dobesedno izbrišejo. Namreč izgleda, da v svoji vlogi malce pretirava in to obsojanje drugih, da so dramatični, verjetno kaže na to, da pri tej igri vlog so bili verjetno drugi, v tem primeru Toto Wolff, bistveno boljši. In nekdo ni izpadel taka zvezda, si je želel. A videli bomo kot običajno v prihodnosti, kaj se bo zgodilo na naslednjem sestanku. V našem tretjem sklopu se bomo ustavili ob izjavi Nikite Mazepina. Zasledil sem jo na spletnem portalu GP Blog zopet 21.6. Nikita zahteva plačo po pogodbi, ki jo je imel z ekipo Haas. Tu moram sam dodati, da njegove pogodbe nisem in jo verjetno tudi ne bom videl. Zato ne vem, ali bo denar dobil ali ne. A zanimivo je nekaj drugega. Namreč Nikita Mazepin je bil eden izmed tistih voznikov, ki prispevajo ekipam Formule 1 določena finančna sredstva in zato je malce čudno, da dobivajo plačo. Namreč po eni strani dajejo ekipi denar, ki ga po drugi strani dobivajo nazaj. In zanimalo me je, koliko naj bi bila ekipa Haas dolžna Nikiti Mazepinu. Pobrskal sem malce in dobil članek na spletni strani Racing News 365.com iz 14. januarja 2022. Namreč tu je preglednica za vse voznike, kjer lahko vidimo kar precej zanimive številke. Pustimo sedaj one najbogatejše, ampak na dnu lahko opazimo, da Mazepin, Žu, Latifi dobivajo od svojih ekip plačo. Sicer ne tako visoko kot naprimer Lewis Hamilton, ampak milijon ameriških dolarjev za nekoga, ki prispeva v proračun ekipe, se meni osebno ne zdi tako malo. Posebej, ker je bistveno več od tistega, kar zasluži naprimer Yuki Tsunoda in prav toliko, kot naj bi dobil Mick Schumacher. Sicer po mojem tu gre za kakšne finančne spretnosti v svetu računovodstva ekip Formule 1, ampak vseeno. Zanimiva tematika, o kateri se
govori precej manj, kot bi bilo verjetno potrebno. Ali bo Mazepin dobil svoj milijon ali ne, bomo videli skupaj, ampak menim, da zadeva med ekipo Haas in družino Mazepin daleč ni zaključena. Pa pojdimo k naši zadnji temi. Na koncu se bomo pa še malce ozrli na govorice, ki sem jih zasledil na spletni strani znane italijanske revije Autosprint, zopet 21.6. O prihodu skupine Volkswagen v svet Formule 1 je bilo napisanega in povedanega kar mnogo. Tokrat so na tej italijanski reviji dodali še nekaj zanimivih drobcev. O sodelovanju Red Bulla in Porsche je bilo napisano ogromno in menim, da vsi mi navdušenci v naši podzavesti imamo ta posel že za zaključen. Ampak v članku je navedeno, da 10. junija naj bi to tudi uradno obelodanili. Seveda, če bo to res, od tega dneva naprej ne bomo več govorili o govoricah in špekulacijah. A bolj zanimivo je bilo tisto, kar so povedali v nadaljevanju. Kot vam je verjetno znano, si Audi želi prihoda v Formulo 1 kot konstruktor. To poenostavljeno povedano pomeni nakup ekipe Formule 1. In bilo je kar nekaj špekulacij. Najprej so omenjali McLaren, Aston Martin, Williams. Zdaj, izgleda, da so dobili skupni jezik skupino Sauber. Če se spomnimo, že lani je hotela družina Andretti kupiti to ekipo. Na koncu iz posla ni bilo nič. A zanimiva situacija. Namreč skupina Sauber je sedaj v Formuli 1 z ekipo Alfa Romeo F1 Team. Gre za samo komercialno navezo, kjer pač skupina Stellantis namenja določeno količino sredstev, da njihova značka in ime je prisotna na štartnem razporedu. Vkolikor bi Audi vstopil, bi to pomenilo direktno konkurenco. Zato izgleda, da v prvem koraku bo Longbow Finance prodal le 25% Audiju in šele v nadaljevanju naj bi pridobili še dodatnih 50%. Videli smo tudi lahko, da v zadnji sezoni se je Alfa Romeo F1 Team oddaljil od tistega, kar so v prejšnjih sezonah nekako imeli skupnega s Scuderijo Ferrari. Zato tudi taka poteza ne bi bila presenetljiva. Zanimivo bi bilo, kako je Sauber prišel v Formulo 1 pod okriljem Mercedesa, nato v svoji zgodovini bil v lasti znamke BMW in sedaj bi lahko bil nekako tista ekipa, ki bo branila barve Audija. To seveda so še zmeraj govorice, videli bomo skupaj, ali se bodo uresničile. Kar se tiče našega kratkega komentarja novic, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.